Slabo leto po brutalnem napadu medvedke na domačinko na območju Gradišča v občini Škofljica spet opažajo medvede. Prebivalci jih srečujejo sredi belega dne tudi v naselju. Najpogosteje s hirano medvedko z mladičem. Lovci zato opozarjajo na dodatno previdnost. Nuša Dekleva. Danes je bil v gozdu na hribu Brzek opažen medvedji mladič. Prosim, bodite previdni. Danes ponoči je bil medvedji mladič udeležen v naletu vozila. Po nesreči je zataval v gozd, intervencijska skupina pa ni posredovala, zato dodatna previdnost ne bo odveč, saj je žival najverjetneje ranjena. Vide na Koževski cesti, mati je shirana, iščejo hrano, ker je v gozdu očitno ni. Žalostno. Tole nekaj objav in komentarjev, ki se zadnji teden pojavljajo na Facebook profilu Vaška skupnost Gradišče Škofljica. Odkar je medved lani tukaj hudo napadel domačinko, je občina sprejela vrsto ukrepov. Med drugim tudi šoloobvezne otroke šolski avtobus vsak dan pobere v neposredni bližini njihovih domov. Prav tako pa pomembno vlogo pri varnosti igrajo tudi lovci. Znova beležimo prisotnost medveda v vasi Gradišče. Dejansko gre za medvedko potencialno medvedko z mladičem, ki dejansko hodi po vasi in dejansko ogroža krajane. Pojasnjuje starešina lovske družine Škofljica, ki na tem območju med drugim izvaja monitoring, ozavešča in izobražuje domačine ter skrbi, da so poti čim bolj varne. Govorili smo tudi 16-letnikom, ki je bližnje srečanje z medvedjim mladičem imel prav te dni. Kot nam je povedal, ga je situacija precej presenetila, oče pa mu je že naslednji dan kupil sprej za obrambo proti medvedom. Gre za eno od več prijav, ki so jih v zadnjih dneh prejeli lovci. Vse so že posredovali Ministrstvu za naravne vire in prostor ter drugim pristojnim službam. So občani javili za to prisotnost medvedke v Gradišču. Dejansko so prestrašeni, dejansko bojijo se, da se bo zgodba iz lanskega leta ponovila. Do takrat pa lahko za svojo varnost domačini poskrbijo z naslednjimi ukrepi. Če hodijo v gozd, da imajo vse pse na povacih, da že samim vstopom v gozd, ker to je pač habitat, bom rekel, divjadi, tako kot zaščitenih vrst, tudi drugih, dejansko z svojo prisotnostjo opozarjajo, da so v gozdu, se pravi, da so glasni. Štrukelj ob tem še svetuje, naj se ljudje, predvsem v tem letnem času, izogibajo najbolj kritičnim območjem in prehodom, po katerih se medvedi najpogosteje gibljejo.